Po besedah Bulčeve je evropski proračun za zagon naložb v prometu največji doslej, znaša kar 26 milijard evrov. Za Evropo je ključnih 9 koridorjev, ki sestavljajo tako imenovano hrbtenično omrežje. Eden, jadransko-baltski, poteka tudi čez Slovenijo, natančneje med Koprom in avstrijsko mejo in je pomemben. Zato, ker seveda je pot iz azijskih surovin do centralne industrijske Evrope, kot so Slovaška, Češka, Madžarska, pa tudi južna Poljska, je mnogo krajši skozi Luko Koper, kot pa, če morajo te ladje potovati še na severni del Evrope. Več zbranih pa je komisarko spomnilo na slabo stanje slovenske prometne infrastrukture, sploh državnih cest v tukajšnji regiji. Imamo sicer avtocesto, ki povezuje Trebnje, Novo mesto, vendar tisto, kar potrebujemo za preboj, je pa tretja razvojna os. To poudarjamo vedno bomo tudi naprej poudarjali. Trenutno se lahko financirajo samo tiste trase in tisti koridorji, ki so bili leta 2014 začrtani v evropske zemljevide in potrjeni strani vseh držav članic. Takrat si Slovenija tretje razvojne osi ni izborila kot enega od delov prej omenjenih 9 koridorjev, dodaja Bulčeva, ki je na današnjem srečanju v organizaciji trebanjske občine in tamkajšnjega Lions kluba zbrane pozvala, naj pripravijo dobre in povezovalne projekte. Torej, da znajo na prav način finančno konstrukcijo postaviti, da se res dobro pripravi tudi razvoj projekta, faze projekta, da se prikažejo prihodkovni tokovi, da se jasno prikažejo tudi stroški. Na okrogli mizi so sogovorniki osvetlili še slovensko strategijo pametne specializacije, prek katere bi naša država naredila razvojni preboj. Ta naj bi šel v smer trajnostne oskrbe za zdravo življenje.